Spoštovano občinstvo, dragi prijatelji, počaščen sem, da me je predstavil gospod dekan. Vidite, on je že od začetka z nami v tem lepem ciklusu, tretje univerze ali intelektualno-duhovnega poglabljanja. In nekako smo veseli tega, kajti vidite, kako daleč pripelje cikl vaših predavanj do dekanata. No in lepa hvala za to prijazno predstavitev, ki mi veliko pomeni. Nekako hočem reči, veste, ko človek še ni dolgo izključil rednih predavanj, ima kar abstinenčno krizo od predavanj, kajti človeka gravi ta pedagoški, predavateljski eros. In se vam lepo zahvalim, da ste tukaj in da s tem zdravite mojo abstinenčno krizo. Vsekakor sem pa vesel te teme, ki je strašno eksistencialna tema, moram reči, in to pozdravljam, tudi dobrohotnost, odprtost duha gospoda dekana, profesorja Tadeja Steguja, za njegovo odprtost duha, kajti to temo smo mi izbrali, še predno je Sveti oče naznanil leto upanja za prihodnje leto. Ne vem, a ta naš duh veje, ker hoče, da je plusknil do njega, ali pa je on na to mislil in nas je navdahnil. Vsekakor smo veseli, da smo skupaj, bomo rekli, res v tisti srčiki dogajanja, ne samo katoliškega, ampak svetovnega krščanstva. Se pravi, krog teh predavanj letos ima naslov, kot veste, od strahu do upanja. In se mi zdi, sem počaščen lepo, da so dali organizatorji, gospod dekan in drugi, prvo mesto filozofiji. Filozofija res ancila teologije, se pravi služabnica, ministrica, to je častni naslov, in da s tem spoštujemo tudi veliko tradicijo katoliške teologije, da se začne tudi ta teologija z razmišljanjem, z samo filozofijo. No, je pa tu zelo pomemben naslov, namreč od strahu do upanja. No, najprej moramo povedati tole, da je strah danes tudi v filozofski antropologiji, kaj šele v psihologiji, opredeljen ne samo kot negativno čustvo, ampak tudi pozitivno čustvo, ki nam pomaga, da preživimo, da ohranimo življenje. No, naj konkretno povem, vidite, že ko se otrok rodi, ga je strah globine, praznine in se oklepa svoje matere, svoje mamice. No in zelo zanimivo je, kot nam je poudarjal z tega mesta profesor Anton Trstenjak, od začetka za tega strahu pred praznino se otrok rodi z primarnim strahom in hkrati nekaj pozitivnega z opremljevalnim nagonom. Zato lahko v prvih tednih otročka, če mu nastavimo svinčnik, se ga bo tako oklenil, da ga lahko dvignemo iz stajice. Se pravi, zaradi tega se otrok nekako privije k materi, zaradi tega tudi ne pade v globino. Zdaj, potem je težava ta, da kdaj otrok izgubi občutek za globino in ga ni strah. Spominjam se, da v sodnem bloku, ki je bilo na Botičniku v Mariboru, kjer je bilo 10 nadstropij, so dobili v obisk iz Amerike in tisti fantič je gledal skozi okno v 7. nadstropju
in je vpraša strica, če lahko skoči. Dobro je, da vprašal, ne? Da ni kar sam skočil. No, in vidimo, zakaj moramo otroka paziti, zakaj se zgodijo tragične usode, da pade v bazen ali v potok, ker se mu di vse blizu, ker nima občutka še za razdaljo. No, vidite, tako je že primarno, ne, pri vsakem otroku. Ampak tudi v zgodovini človeštva je bilo tako, da je strah igral pozitivno vlogo. Seveda to negativno občutje, kot čutenje, ampak ki nas varuje. Vidite, ker je bilo pračloveka strah iti samega v gozd, se je obdal z družino, s prijatelji, z bojevniki, tudi z sulico in tako naprej, in so skupaj šli v gozd in se tako obvarovali skupaj tudi z zverem. In tudi takrat, ko so kakšno zver napadli, ja, pomembno je, da jih je bilo nekoliko strah, kljub temu, da so imeli sulice v rokah in da so odskakovali, namreč s tem so si tudi rešili življenje. Ampak zelo zanimivo je, da je nekaj takega tudi v neustrašenih adrenalinskih športih. Tukaj sem predaval tudi religiologom in zanimivo, smo imeli na teologiji, imamo pogumne fante in eden med njimi je študiral religiologijo, je sprašal, zakaj, in je rekel, da bi rad bil duhovni asistent slovenskih vojakov, se pravi, bil je zelo pogumen in strašno zanimivo je, da je rekel, da njegov šport, rekel, tole padalsko jadranje s padalom. No, in sem rekel, ti si pa pogumen, a tebe ni nikoli strah, je rekel, ravno obratno. Edinkrat, ko me ni bi bilo strah, bi se skoraj ponesrečil. Ko jadraš, s padalom, je vedno dobro, da te je nekoliko strah, ker takrat si pazljiv. Ja. No, vsekakor pa je, če je strahu preveč, če je fiksacija, pa je to bolestno, pa nastopijo travme in seveda, kot vemo, je treba večkrat tudi otroka pomiriti, zlasti takrat, če ga je strah, kakšnih sanj, če ga je strah pred dogodkov, če ga je strah pred neznanim in ga je treba enostavno potolažiti. No, in seveda najprej strah preženemo, tako, da otroku povemo, da je stvar nesmiselna. No, in ker je človek inteligentno bitje, ker vidi, ker je strah nesmiseln, se začne smejati. Kako to izpade, otrok mogoče zapusta, ali kdaj drugič, se očka otroku prikaže za masko in otroka je strah, ne ve, kaj bi. In potem očka masko odstrani in otroček vidi, se to je samo očka, nič hudega, in vidi, da njegov strah nesmiselen, nima smisla in se začne smejati. No, vidite, strah, preženemo najprej seveda z racionalnostjo, da vidimo, da nima smisla. To je ta običajen strah. Seveda pa obstaja tisti strah, ki je pa nekako globje, ki je pa eksistencialni strah. Ta strah je pa strah pred ničem, ta strah je pred zgodovino, ta strah je pred usodo. No in seveda zato na začetku poudarja, da je tudi v Svetem pismu vidimo, da sta dve kategoriji strahu. Psalmist in tudi pove
in tudi prerok sliši: osrči se, bodi pogumen, ne boj se in bodi mož. Se pravi, vidite, da že tudi potem bomo videli, apostol Janez pravi, da ljubezen strah prežene. Ampak na drugi strani imamo zopet knjigo Modrosti, ki pravi, začetek pobožnosti je strah Božji. Ampak tukaj gre za strahospoštovanje. Ne gre za strah kot preganjavico, ne gre za strah kot stisko, ne gre za strah kot travmo, ampak za strah, ker gre za spoštovanje. No in seveda vidimo sami, da včasih otrok, se na to bom še prišel, ni sposoben čistega upanja, čiste ljubezni, in včasih ne gre drugače, da moramo mogoče glas povzdigniti, na eni strani mu razložiti, zakaj ni dobro, če za železno žico gre v električno stikalo, ni treba, da mu kdaj to dovolimo, da se mu to dogodi, in vidimo, da preko racionalnosti dobi strahospoštovanje, ki pa mora ostati do življenja in tudi, kot bomo videli, do presežnega. No, seveda pa vidimo, da pa ni samo racionalnost tista, ki nam strah prežene v vsakdanjem življenju, da ni umestno, tudi kako mi potolažimo najprej ljudi, ki so bolni, naj te ne bo strah, zaupaj zdravnikom, danes delajo čudeže, ker bodi pogumen, pojdi vprašati, drži se njihovih navodil. To je, bi rekel, to, bomo rekli, naravno, bomo rekli, preganjanje strahu. Vendar pa vidimo, da pred tistim eksistencialnim ničem in ta eksistencialni nič, pa je seveda strah pred smrtjo, pred totalnim izginotjem. No in tukaj vidimo, pa nastopi neko drugo vprašanje. In tukaj vidite, racionalnost sama ali sam razum ne pomaga. Filozof Franz Rosenzweig, ki je bil v prvi svetovni vojni v jarkih na Solunski fronti, je rekel, je čisto naravno, da tega našega absolutnega niča, tega izkustva niča, da nas je strah. In da nobena razlaga tukaj tega strahu ne odpravi. In potem je rekel zelo duhovito, pravi, saj stoicizem, stoiška filozofija nam ponuja cucl za tolažbo. In cucl je zaves ali pa pojmovanje o nesmrtnosti duše, ampak nas bo še vseeno strah. Se pravi, gre za ta eksistencialni strah, ki je tako globok in ki ga nobena racionalnost ne odpravi. Seveda, pred tem eksistencialnim strahom je pa seveda strah za prihodnost. In vidimo, da je smrt tista absolutna prihodnost, ki nas je strah. Ampak te prve prihodnosti, prvo prihodnost pa hoče razum razlagati in pravi, se je človek sposoben, je inteligenten, skozi zgodovino je vedno našel rešitev in jo bo tudi zdaj. Ampak vidite, tukaj pa nastopi to, kar je gospod dekan naznanil, pa nastopi ideologija. Da bi človek se osvobodil strahu, se je najprej lotil ideologije. Ampak ne boste verjeli, malo se čudno sliši, ampak ideologija pa že nastopi na prvi strani Svetega pisma v Genezi. Zakaj? Namreč v Genezi, bom pojasnil, je pripoved
pripoved Adama in Eve, prvih staršev, in prvega greha. No, ali prvega zla, pojava zla. Vidimo, da tisti pravi strah, tako na začetku povejmo, lahko preženemo z etiko. Ampak ideologija kot taka pa odpravlja etiko, ampak daje človeku iluzijo, da bo on sam s svojim pojmovanjem, s svojo mislijo, s svojim razumom absolutno dosegel Boga. No, kako konkretno to izpade? Vidimo, prva starša jesta od, bomo rekli, od tega drevesa spoznanja dobrega in hudega. Vidite, prva skušnjava utopije je, da bi človek s svojim spoznanjem na lastno pest, z lastno močjo zagrabil, imel v roki nekaj absolutnega in da ga ne bi bilo ničesar strah. Vidite, zelo zanimivo je, tudi če gremo v etimologijo razlaga pojma, tudi pojmiti je, ali pojmovati je nekaj za popasti. Tudi mi, če kdaj inštruiramo kakšnega nadobudneža matematiko, mu rečemo, a si zapopadel, rekel, celo, a si našel stik, logičen stik, mladina rada reče, a si kopčal, a si našel stik, tudi latinski izrazi iz latinščine je comprondere, francosko comprondere, prondre, zagrabiti, imeti v pesti. No in vidimo, celo nemški jezik, reče pojem grif, se pravi, to je prijem. Jaz sem iz Štajerske doma, tam imamo kar nekaj nemških izrazov, jaz se nisem nemško nikoli učil, ampak zanimivo je, ko sem prvič držal v roki koso za kositi, so mi rekli, fant, nimaš grifa, nimaš prijema. Se pravi, pojem je za popasti, poprijeti, imeti v pesti, imeti v lasti. No in za to gre namreč, da tudi prvi greh, a prvi zlo je, da bi zapopadel tisto spoznanje, absolutno spoznanje, biti kakor Bog, da bi imel tudi božanstvo v roki, da bi z božanstvom razpolagal. In s tem pa tudi, vidite, da bi razpolagal z prihodnostjo, da bi strah odpravil. No in vidite, tudi pri Grkih vidimo, da so bile pitije, ki so včasih dvoumno, včasih bolj direktno prerokovale prihodnost, da bi nekdo šel v vojsko, ne da bi upal, da bi zmagal, ampak da bi vedel, da bi bil prepričan, da bo zmagal, saj so mu prerokovali. No in vidite, dejstvo, da bi človek imel v oblasti, v absolutni oblasti, prihodnost in bi s tem strah pregnal, temu enostavno rečemo čarovnija ali rečemo magija, in vidimo, da Sveto pismo zelo strogo do čarovnij, tudi med Sveti Pavel, med velike grehe, omenja tudi čarovnijo, se pravi magijo ali pa magični obred, ki pravi, da imamo lahko prihodnost ali, bomo rekli, tudi absolutno v rokah, se pravi, da mi razpolagamo z božanstvom. No, vidite, vedno, človek je vedno nagen k magiji. Vidimo, da vedeževalke veliko, kar lepo zaslužijo. To je donosen posel. Donosen posel so tudi šarlatani, tisti, ki zdravijo
s tako imenovano alternativno, a ne, medicino in tako naprej, kajti človek bi rad bil siguren, bi rad imel v oblasti prihodnost. No, pridemo pa zdaj k temu nasprotju te ideologije, a ne, je pa gotovo upanje. No, seveda, upanje, pravijo, znanost nam bo rešila, bo našla rešitev, bo našla prehrano, bo našla načine, kako preživeti. Ja, če je to nekako naše vedenje ali pa absolutno upanje, potem to ni več upanje, ampak je to magija. A ne? In seveda moramo priznati, a ne, da je tudi naša molitev lahko kdaj magija, če mislimo, da nek obred, a ne, nam daje že prihodnost, da nas ni treba ničesar biti strah. A ne. No, vidite, že naše ministrante se mora učiti, fantje, ne tega delati, da pred testom, pred šolsko nalogo greš v cerkev, pa rekel, nalivno pero ali pa svoj kuli namočiš v žegnano vodo. Ne. Tako, vidite, otrok je nagen k temu, a ne, da bi imel prebrisanosti, da bi imel kaj v oblasti. No in seveda moramo reči, da moramo zelo paziti, da ne bi mi naše obrede, a ne, rekli, imeli za magijo, imeli za neko, ki je blizu utopiji, a ne. No, zdaj imamo preveč dežjavšč, prej je bila pa suša, a ne. Tudi tam, ko so imeli procesijo za dež, a ne, največ ni šlo za magijo, a ne, sicer ni šlo za nekaj avtomatskega, sicer bi ljudje k procesiji prišli z dežniki, a ne. Videli, ni procesija, molitev, Bog pa nam dež, a ne. Ne gre tako enostavno. No, vidite, potem bom pač razvil pojem upanja. Vidite, ideologija je zelo nevarna. Namreč ideologija je delna resnice, nekaj razloži, ampak vsega ne. A ne? In potem človek stopi v neko iluzijo, neko namišljenost, da bo potem bolje, ker ima prihodnost v oblasti, ker mi prihodnost, ta ideologija vse razlaga. Ne? No, vidite, mi sami smo bili, bomo rekli, Slovenci, smo bili žrtve 3 ideologij, a ne, nacizma, fašizma in marksizma. In vidite, kako nevarno so te ideologije, ker hočejo, da je tisto res, a ne, in obljubljajo svetlo prihodnost, a ne, vedno se sprevržejo potem v hudo nasilje. No in seveda zdaj pridem k tistemu pravemu odgovoru za prihodnost, ki je pa upanje. A ne? No in upanje pa je prva stvar, a ne? Vidite, če grem zopet k Svetemu pismu, grem k sadežu, tistemu prepovedanemu sadu, vidite, ne vemo, zakaj, za kater sadež ali za katero spoznanje dobrega in hudega gre. No in prav tukaj, vidite, je vprašanje, da Sveto pismo operira ali deluje vedno z skrivnostjo. Drugače povedano, upanje temelji, lahko temelji na prvi stopnji na racionalnosti, a ne, zato nimamo nič proti znanosti, nič proti medicini, nič proti analizam družbe, psihe in tako naprej, ampak vsa ta znanost ne more odpraviti skrivnost, in če pa odpravlja skrivnost, je, kot ponavljam, je ideologija. No, in kot pravim, a ne, že v Genizi vidimo, da gre za skrivnost, a ne, in odnos do te skrivnosti, a ne, pa je, ponavljam,
bom še razložil to, pa je etična odločitev za zaupanje. Za zaupanje in upanje se pravi, da je, vidite, skrivnost razodeva samega Boga. In tudi v sami teologiji, rekli so teološke skrivnosti, zdaj rečemo teologalne, in to prevajamo, niso božje, ampak nekako božanske skrivnosti. To so vera, upanje in ljubezen. Najvišja, kot sveti Pavel pravi, je ljubezen. Se pravi, da upanje temelji na osebnem odnosu do Boga, temelji na ljubezni in zato zaupamo. In vidite, otroka ne bo strah, če bo seveda zaupal staršem, ampak zaupal bo takrat, če bo veroval v njihovo ljubezen, če bo imel izkustvo ljubezni. Če bo vedel, saj me starši ljubijo, ne bojo me zapustili, tudi če me ugrabijo, bojo vse naredili, da bom rešen. Se pravi, da oprostite, da bom pa nekaj samokritično povedal, a ne? To pomeni, da Immanuel Kant, a ne, pa tudi sodobna misel, nimajo docela prav. Nič se bat, a ne, kadar jaz, se me poznate, razlagam, kaj filozofsko, a ne, se spomnim, ko sem v Franciji začel predavati, a ne, so me enkrat vprašali, gospod profesor, vi predavate filozofijo, kako to pa, da mi to razumemo? Ja, rekel, filozofija je nekaj enostavnega, a ne, kar gre, a ne. No in vidite, če nekaj razumemo, a ne, kot je prej, a ne, smo tudi odrasli enostavno veseli, ker vidimo, da na neki ravni primemo, držimo resnico ali realnost. Ne? No, mimogrede, ko sem prvo leto, ko sem predaval v Toulouse na Katoliški univerzi, sem imel tudi predavanje za teologe, filozofske teme, in v prvi vrsti so bili malgaši, ne, iz Madagaskarja, bogoslovci. In so se mi celo uro smejali, ne. Potem sem pa vprašal tamkajšnjega dekana, poslušaj, da mi malo razloži, kaj je tako smešnega, da se me ti malgaši stalno smejijo, ne. In je rekel, veš kaj, ti imaš še vedno nekoliko naglasa v francoščini in njim se strašno fajn zdi in so navdušeni, da tebe razumejo in se zato smejijo. No, in morate vedeti, kakšni zadregi sem bil enkrat, ko se niso smejali. No, vidite, vse to je veselje, zakaj ne? Ampak, recimo, Immanuel Kant rekel, da naša etika temelji na našem vsesplošnem univerzalnem umu, a ne? Zato je tudi rekel, delaj tako, da te bo lahko vsi posnemali. Delaj tako, da bo tvoje ravnanje lahko moralni zakon za vse ljudi. Samo razmišljaj. 8 let moraš imeti, pa razmišljaj, misli vse na druge, pa bo šlo. No, ampak potem je tudi, so ga vprašali, kaj pa če religija, kaj pa vera prinese kaj novega v tvojo, v našo etiko, obče človeško etiko. No in je rekel, ne. Je rekel, ne mora nič novega prinesti, pripelje samo motivacijo. Vsebinsko pa nič novega. No, danes se teologija, pa tudi filozofija religije, s tem ne strinjam. Bom povedal, v čem je tu nekaj novega prineseno. Ampak nič slabega, ta Immanuel Kant, na njegovi podlagi smo
razglasili v Parizu človekove pravice. Ne? In človekovim pravicam, zraven, ko so jih definirali, je pa veliko sodeloval nekdo, ki ga je strašno cenil naš pisatelj Alojz Rebula, to je filozof Jacques Maritain. No in Jacques Maritain je pa ta filozofski univerzalni etični zakon povlekel ali pokril z pojmom naravnega moralnega zakona. No, naravni moralni zakon to ni biološki zakon, ampak to je zakon, ki temelji na naravnem razumu, ki ga je razvil Tomaž Akvinski. Se pravi, da najprej tukaj naravni zakon. Ne? Vidite, mimogrede, tudi je rekel, gracia supponit naturam. Se pravi, milost predpostavlja naravo. Glejte, vse tukaj smo, tudi če pripadamo personalistom, eksistencialistom, drugim filozofskim tokovom, ampak tukaj smo nekako vsi več ali manj, tomistiki, ki temeljijo na Aristotelu, se pravi na naravnem razumu, rekel, kljub temu, da molimo, verujemo v čudež, ampak kljub temu, gledajte, so naravni zakoni, se damo operirati, kljub temu, jemljemo zdravila, kljub temu, se učimo, katere so pa dobre naravne metode, da se čim prej naučimo tujega jezika, kateri so pa metode koncentracije in tako naprej. Se pravi, te naravni zakon nič ni slabega. No, ampak po Tomažu Akvinskemu ta naravni zakon ima vsak človek. No, vidite, en takšen naravni zakon je ne ubijaj. Se pravi, to je naravni zakon, ki je obvezujoč za vse ljudi. Lahko nekdo reče, jaz nisem kristjan, jaz nisem veren, ni za to. Imaš ta zakon v sebi, po Kantu univerzalni zakon, po Tomažu Akvinskemu pa naravni zakon. No, ampak vidite, da pa ni ta naravni zakon. Vsa etika je pa tudi, rekel, Sveti sedež. To je strašno zanimivo, in če veste, človekove pravice so bile definirane skupaj s krščanskimi filozofi, so delavci, Sveti sedež veliko pomagal z strokovnjaki, pri tej definiciji je pa zanimivo, da deklaracijo človekovih pravic Sveti sedež ni podpisal. No, to pa čisto preprosto, so rekli, ker Bog ni omenjen. Čeravno Janez Pavel II. Je povedal, da so človekove pravice pot za evangelij, za oznanjevanje. Se pravi, človekove pravice, naravni moralni zakon ostaja, ampak krščanstvo ali pa vera tu nekaj dodajata, novo etičnost. Če ne bi nič dodajala, bi bilo tako, kot je rekel kardinal Ončegaraj, francoski kardinal baskovskega rodu, je rekel, če krščanstvo ničesar novega ne dodaja temu svetu, ali pa tudi sodobni misli, potem krščanstva ta svet ne potrebuje. Se pravi, krščanstvo nekaj dodaja. No in vidite, tukaj zdaj dodaja novo etičnost. In to novo etičnost, ko sem nakazal, je ljubezen. To je ta ljubezen, ki pa daje ponovno upanje in dodaja, če hočete, medosebni odnos. Ni dovolj, da sem jaz pameten, ni dovolj, da strašno racionalno razmišljam. Videli smo, da ta racionalnost
velika nevarnost, če postane racionalizem, se pravi ideologija, da je možno vse zapopasti. No, strašno zanimivo je, ne, vidite tukaj, splošna kultura ni dovolj velika, da bi vedela, da so v srednjem veku čarovniški procesi bili nekaj redkega. Pojavijo se v novem veku. Seveda, zgodovinarji nam bojo najprej rekli, to pa zaradi tega, ker je protičarovniške procese vodila sekularna oblast, se pravi državna oblast. Ja, pa ni tako enostavno. Vidite, srednji vek je bil vek vernosti in je operiral še s skrivnostjo. In so vedeli, da je zlo še vedno skrivnost. In da ni mogoče zgolj z racionalnostjo ga pregnati. In tukaj imamo, da paradokse, novi vek ima začetek racionalnosti, začetek kauzalnega mišljenja. Kako to je delovalo? Zlo se pojavi, je kuga, je epidemija, kaj je tukaj vzrok? Mi bomo danes rekli, ja, je bacil in tako naprej, ne vemo, odkot je prišel, ne, mora biti cepivo, to je racionalnost. Ja, ampak na začetku pa niso poznali cepiva, niso kauzalno ali vzročno iskali vzrok, in so rekli, to je tista uboga ženska, ki je razmrščena, to je tista, ki je čarovnica, ona je povzročila to epidemijo. Se pravi, vzrok je jasen, nekdo je kriv. In vidite, ta čarovniški proces, v narekovaju rečem, ali pa ta kauzalnost, imajo tudi druge ideologije. Tudi v nacizmu, Judje so krivi, vidimo v komunizmu, marksizmu, stalinizmu, ja, buržoazen razred je kriv, v fašizmu, nekdo je kriv, prostozidarji, homoseksualci in tako naprej, stalno kažejo s prstom kauzalno. Se pravi, da nas, bi rekel, ta vera uči ne samo skrivnost Boga, ampak tudi skrivnost, če hočete, skrivnost samega zla. In seveda tudi skrivnost premagovanja tega zla, ki je ljubezen. Ampak skrivnost mora ostati. Naprimer, kaj pravi Job, te dneve smo ga brali pri svetem bogoslužju, Bog je dal, Bog je vzel, bodi hvaljeno Gospodovo ime. Ali Kristus je rekel, so rekli, kdo je grešil, slepi, ta ali njegovi starši ali nekdo njegovih. In rekel, ne on, ne njegovi, ampak zgodilo se je to, da se izpriča Božja ljubezen. Ljubezen zopet odgovarja z skrivnostjo. Ljubezen, Božjo skrivnost ne moremo nikoli do kraja razkriti. No in vidite, zato je pa tudi velika razlika, če hočete, med izven biblično, izven svetopisemsko apokalipso in svetopisemsko apokalipso. Izven svetopisemska apokalipsa, o zadnjih trenutkih, tisto razodetje hudih trenutkov, prihodnosti, ki bo ta, pove, da bi se človek pripravil, da bi človek imel v posesti prihodnost in to prihodnost imel v oblasti in se hudemu izognil. Medtem pa, vidite, pa svetopisemska apokalipsa ali razodetje pa govorijo o upanju. Je pa veliko bolj realistična, ne gre v utopijo, češ vse ne bo, vse bo to premagano, nič ni bo, Bog ki da je dober, Manca Košir me je povabila na svojo oddajo, moški, ženske, no in smo bili zelo različni ljudje, in da mi je bila simpatična punčka, tam je imela neke
kamenčke in tako naprej. Druga pa je bila zelo New Age, ne. Bolje ona razlagala, kako bo nastopila nova doba, ko ne bo več trpljenja, bolj sem jaz trpel. To je, vidite, to je ta iluzija, ne, ki prihaja. Ne. Enostavno ne da. Ne. Tudi jaz ne predavam verstva, ne, ampak toliko že vem, ne, rečejo, no, bo nastopil budizem, vzhodnjaško verstvo, pa bo odpravljeno trpljenje. Ja, meditacija res, ampak če te odpravi trpljenje, ti odpravi tudi radost, ne. In ne reče, ne, da vzhodna verstva ne poznajo nasilja, ne. To zgodovinsko ne drži, ne. No, to samo mimogrede za to našo splošno kulturo. Se pravi, da krščanstvo prinaša tisto upanje, upanje dobro, da bo dobro, oziroma ljubezen, da bo zmagala, da nas bo prečistila. Se pravi, ne govorimo o tem, ne zanikamo realnosti, ne zanikamo, da trpljenja, bolezni, stisk ne bo, ampak nastopi upanje. In seveda, vidite, zdaj je pa tisto ključno vprašanje, kako pa priti do tega upanja. Boste rekli, rekel si, da znanost ne daje absolutno upanje. Rekel si, da tudi ta alternativna ali pa vzhodnjaška vernost tudi ne. Ja, kako pa se jaz naj dokopljem do tega upanja? No, vidite, kot pravim, za to upanje se pa človek odloča. Ne? Zopet ni upanje nekaj slabega. Kot takega avtomatično slabo ne prežene. Se pravi, moram iskati znake upanja. In če se jaz odločim za ljubezen, za vero, bom imel znake upanja. Se pravi, bom jih opazil, ti znake upanja. No, kako to deluje, a ne? Jaz, ko sem študentom predaval, sem rekel, vidite, kaj je to upanje? Upanje vidi znake ljubezni. A ne? No, tako je kot tisti mladenič, ne, ki mi je rekel, veš kaj, veste kaj, v ljubezni pa jaz že napredujem, a ne. Ta dekle mi je strašno všeč, a ne, ji pišem pesmi, a ne, kdaj dobimo s fanti, se skupaj pa pod oknom zapojemo in vprašam, ja pa, a je kakšen rezultat, a ne? Odkud ta upanje? Rekel, vsekakor, zdaj me poliva že s toplo vodo. Dobro, no, to mi je v šali dejal, ne? Ampak kaj hočem reči, takrat, ko ljubezen obstaja, ne, takrat opazim, da me nekdo rad, da je nekdo pozoren, da imam neke možnosti za trajno prijateljstvo ali globlje prijateljstvo. No, in vidite, se pravi, in v tem bi rad zdaj, ko grem proti koncu, a ne, spregovoril, kje so znamenja upanja. A ne? Vidite, se jo poznate, a ne, Milado Kaležič, ne, našo gledališko igralko, ne, ona rada to na predavanjih pove, ampak mogoče niste slišali vse te zgodbe, ne. Pravi, da je hčerka rekla, da ona ni bila srečna, da je bila njena mama igralka. Pravi, tam garderobi sem pisala domače naloge, pa ni bilo naravne svetlobe. Če sem pa šla poslušati vajo gor v dvorano, si pa na odru vedno razlagala, kako si nesrečna. No, to je naše gledališče, ko imamo včasih občutek, ne, da so, kako bom rekel, da tekmujejo, kdo je bolj nesrečen. Ne? Da niso srečni, če niso nesrečni. Ne upajo upati, ne upajo pokazati znake upanja.
No, in to je tisti kriterij, mogoče tu pa tam, da preberete mojo gledališko kritiko, a ne, v družini, ali pa oceno, kaj se meni zgodi, a ne. Moja najhujša kritika je, da ne napišem. Rečem, jaz ne bom ljudi od kulture, od gledališča odvračal. Rad pa napišem, če je kakšna špranja upanja, če v tem težkem času vendar mogoče ljubiti, upati, a ne. Se mi zdi tako tudi za Mala scena Megaleja, zadnja kritika, ki sem jo napisal, a ne, konča z tradicionalno ljubeznijo matere, ki pa ostaja in ki pa zmaguje. Se mi je pa zdelo neverjetno, da je režiserka upala to izpostaviti na koncu, ne. Kar pa nisem zasledil kot prej tako jasno v tekstu, ne, je odnos do očeta. No, ampak to so že detajli, pustimo. Gre za vrednote, a ne. No, in vidite, gre za to, da kristjan, a ne, tudi v teh težkih časih, a ne, še vedno išče znake ljubezni, znake upanja, išče znake radosti in veselja, a ne. No, in v tem duhu se mi zdi, mi, kot je rekel kardinal Lustiger, pariški kardinal, pravi, krščanstvo, a ne, ni preroštvo nesreče. Ne. Moramo svariti in tako naprej, ne. Jaz včasih, če mi kakšen teolog pokazal in tako naprej, pravi, ja, zelo zanimivo, dokazal si, da si pošten, dokazal si, da si bister, dokazal si, da si inteligenten, a ne, dokazal si, da imaš široko kulturo, ampak oprosti, jaz ne čutim, da bi bil ti kristjan. Kako pa to? Se rekel, kje pa je žarek upanja? Se pravi, to je božanska krepost, to je žarek ljubezni, žarek vere, ki pa v našem mišljenju mora obstajati, če smo kristjani. No, in sedaj, vidite, se pravi, je potrebno, da človek prosi, ne. Se pravi, vidite, upanje za kristjana, ki prežene strah kljub težkim situacijam, je na eni strani sad, ne, se pravi sam, da tudi razmišljamo, da rečemo, ne bodimo panični, bodimo pametni, dajmo, naj zmaga pamet, naj zmaga razum, zakaj ne, je sad. Hkrati pa je to sad. Sad je pa dar. Ne? Se pravi, hkrati je ta sad, ponavljam, je sad, ki je pa dar. Se pravi, ta sad, ki ni samo produkt mojega razmišljanja, moje dobre volje ali pa mojega optimizma, ampak je ta sad, ki je tudi posledica daru. No, in vidite, za dar, kot za dar ljubezni, za dar vere, a ne, pa je treba prositi. A ne. Vidite, kako duhovniki ali pa duhovni spremljevalci, ne, zdravimo te, ki so fiksirani na kakšen strah, na kakšen greh in tako naprej. In temu strokovnjaki rečejo, da je to obsesionalna nevroza, ampak v duhovni teologiji smo to imenovali vedno škropulante. A ne? Kako jih zdravimo? Ja, vera tudi zdravi, ne? Najprej po pameti rečemo, poslušajte, Bog vas ni zato ustvaril, da bi vas pogumil, bodite pametni, a ne? Da pa Bogu pripisujete nekaj, kar je čisto nelogično. Ampak to ni dovolj, ne? Ampak rečemo, ja, začnite verovati. Verovati, da je Bog usmiljen, da je Bog dober. Rekel, če nimate te vere, niste krivi vi. Vera je dar.
krivi boste, če za ta dar ne boste prosili. No, vidite, se pravi, in tu je zdaj etična odločitev. Jaz sem lahko črnogled, ne, po svoji naravi. Po svoji naravi sem lahko pesimist, po svoji naravi sem lahko bolesten kritik, me lahko bolestno strah, po svoji naravi se lahko naslajam na to bolečino, učkam to bolečino in nisem srečen, ponavljam, če nisem nesrečen. Ampak kot kristjan pa nimam pravice se tem čustvom, temu mišljenju celoti predati. Kot kristjan pa moram prositi, razodeni se mi, kot kristjan moram prositi, pokaži mi tisti tvoj nasmeh, tvoja prisotnost med nami. Zakaj naj še vedno verujem? Zakaj praviš, da moram iti skozi temnino? Vidite, hočem reči, da gremo skozi temnino brez upa. Veliki mistiki, to je bil naš sveti Janez od križa in Terezija Avilska, tudi, če hočete, mala Terezika, je šla skozi samoto, kot tegovo, in prosila za znamenje upanja in da je vztrajala. V tem je nekaj čudovitega, kot je rekel sveti Pavel, da upam proti upanju. In na koncu se je razodelo tako, da je rekla, da bo vrtnica metala iz nebes, iz večnosti na zemljo. Celo v svoji otroški veri je tako zaupala. Njene molitve so čudovite. Ljubi Bog, sedaj ti jaz izpolnim vse voljo. Ti izpolnim vse, kaj od mene zahtevaš. Ampak, ko bom pri tebi, boš pa ti mene izpolnil. No, kaj hočem reči? Tukaj so, svetniki nas učijo, da moramo prositi za upanje, za prositi za ljubezen, za znake in seveda, in tu je pa pravzaprav biti kristjan je nekaj zelo simpatičnega, lepega, Vidite, v vzhodnjaškem verstvu vse tisto, ko sem jih prosil, tiste učitelje, pa da mi ti to razloži, pa tako naprej, ki ne bo šlo, to moš ti sam doživeti. Ja, vidite, kristjani pa verjamemo, gotovo, sam moš prositi, ni pa nujno, da doživiš, Se pravi, mi pa lahko vzajemno delimo tisto, kar imamo, tisto upanje, tisto radost ali tisto veselje. In seveda s tistimi, ki jih imamo najraje, zato vidite, zato upanje, moramo opozarjati na znake upanja, na mlade, ki so pogumni, ki so heroji, moramo opozarjati na svetnike, ki so premagali tegobe, tudi v intimnosti lahko drugemu tudi to zaupamo, Ampak, kot pravim, če ni ljubezni, če ni osebnega odnosa do Boga, to upanje ne bo prepričljivo. Kot pravim, etična odločitev je, da ga jaz iščem. Etična odločitev je, da jaz enostavno prosim zanj. In seveda, potem je pa tudi, vidite, tisto upanje, tisto radost, da Gospod živi, da živi Bog med nami, da nas ne bo zapustil, ja, učenca v Emaus, tam sta bila pri mizi skupaj, da sta čisto navdušena, upanje od prerokov in kaj je Kristus rekel, živi, on živi. Ampak hočem reči, se nista od radosti zapila tam v Emausu. Ampak kam sta šla v Jeruzalem in sta to radost, to upanje, ki je bilo potrjeno, to znak upanja z drugim delila. Se pravi, da tukaj bi rekel naše poslanstvo in veste kaj, ne obupata, vsakdor je pedagoški poklic opravlja, ve, da bo imel še šanse, da bo še koga presenetil in tako naprej. Ko sem drugo leto predaval ravno tega Franca Rosenzweika v Franciji na
filozofom, še bogoslovcem, sem jih potem drugo uro vprašal, fantje, kako se vam pa zdi Franz Rosenzweig? Pa so rekli, gospod profesor, če povemo po pravici, čist nič ne razumemo, ampak mora biti zanimivo, če ste vi tako navdušeni. Dobro, no vidite, se na koncu so bili rezultati, moram reči, sjajni in sem bil tudi nad njimi navdušen, ne samo na Franz Rosenzweigom. Ampak kaj želim reči, vidite, gre za to, da je upanje tiste, ki človeka razveseli, mu da upanje tega tudi tam, ko razum obnemore in mu bo pomagal ta teologalna, božanska krepost bo okrepila razum, ki večkrat onemore, da bomo iskali naprej, da bomo našli pravične. In naj zaključim z Talmudom, a ne, pravijo, vidite, se ni treba, da je množica poštenih, množica izjemnih ljudi, a ne. Dovolj, modri Raši pravi, dovolj je, če so štirje pravični, ne. Veste, seveda, Judje so imeli občutek, a ne, to je bilo tisto kozmološko pojmovanje, ne, da je Zemlja okrogla, svet, ampak da je vse skupaj ena velika, da je velika plošča, a ne, in ta plošča plava nad vodami, ampak vse skupaj pa stoji na stebrih, ne. In zakaj se to ne zruši? In so rekli, Raši pravi, zruši se, ne, če so štirje pravični, ne. No, in potem vpraša učenec modri Raši, kje pa sloni, na čem pa sloni, če ni štirih pravičnih? Potem pa on pravi, ja, takrat pa sloni na otrocih, ki hodijo v šolo. No, sedaj bomo lahko rekli, da sloni nad vami, ker ste zopet mladi študentje. Hvala lepa.